Dober dan, to je NN studio. Ali res vsi živimo slabše, ker je vlada močno napihnila poplavno škodo? Tako trdijo v opoziciji in se sprašujejo, odkot zdaj že 10 milijard škode. Svarijo, da bomo dobili novo bančno luknjo. Zakaj bi obnavljali ceste, ki sploh še niso zgrajene, ali pa plačevali alkohol in cigarete, varovanje hiš? Vlada, ki je vlogo za pomoč ravno danes poslala v Bruselj, odgovarja: denar ne raste na drevesih, tudi ceste, ki jih še ni, so del protipoplavne obnove oziroma zaščite. Poraba denarja pa da bo pod strogim nadzorom. Direktno seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, kjer je potekala debata prav o tem, je z nami minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Naj pa na tem mestu povem tudi, da je udeležbo v današnji oddaji potrdil tudi predsednik omenjene komisije Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, a je tik pred zdajci sklical še eno sejo komisije zaradi resničnostnega šova, ki ga načrtuje obrambno ministrstvo, zato v naš studio kljub potrditvi udeležbe, kot rečeno, potem ni prišel. Imam pa kar nekaj vprašanj za vas, gospod minister, tako da kar začniva. Najprej to, torej, kako odgovarjate na te očitke opozicije, da vlada napihuje poplavno škodo in da zaradi tega vsi živimo slabše? Da ne živimo slabše in da ne napihujemo poplavne škode. Treba je ločiti dva termina, o katerem sem tudi danes govoril pred komisijo, da je eno ocena neposredne škode, drugo pa je ocena posledic poplav, katerih smo bili priča. In ta ocena posledic poplav in posledic te naravne nesreče ni ocena, katere metodologijo bi si izmislili tukaj v Sloveniji, ampak je to metodologija Svetovne banke, Evropske banke za razvoj in tudi metodologija, ki smo jo uskladili skupaj z Evropsko komisijo, ki odloča o solidarnostnem skladu. Razlika je v tem, da ko govorimo o neposredni škodi, je primeroma 100 let stara hiša, ki je vredna 30 tisoč evrov in je uničena po poplavah, dejanska in neposredna materialna škoda. Posledice tega, in to je to, kar mi v tej metodologiji uporabljamo, pa je, da bo potrebno to hišo izgraditi na drugem območju, kjer ni poplav, da bo potrebno pridobiti zemljišče in to stane, narediti projekt za hišo in hišo zgraditi po novih cenah, ne tistih izpred 100 let. In tako je tudi pri plazovih, tako je tudi pri sanacijah rek in sanacijah cest in sanacijah mostov. A pa vi veste, se opravičujem, koliko je teh hiš, ki jih omenjate, za katere ste dali ta primer? V metodologiji je tudi priloga, kjer je opis vseh stanovanjskih objektov, stanovanj in stanovanjskih hiš in tudi stopnja prizadetosti teh hiš in kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor, torej MNVP-ja, so skupaj z zunanjimi strokovnjaki po internih metodologijah, ki so prav tako za oceno škode in posledic na stanovanjskih objektih, pripravili oceno po različnih stopnjah prizadetosti in po tej logiki, o kateri sem govoril, tudi ocenili, koliko bo stala sanacija teh objektov. Mislim pa, da je objektov vseh skupaj, ki so bili prizadeti, preko 400. Zdaj, nekako očitki opozicije so šli v smeri, glede tega, da zdaj vsi živimo slabše, ker je škoda ocenjena na 10 milijard, ker je to tako velika številka. Je to potem izgovor ali pa razlog za državo, za finančno ministrstvo, da se davčno bremeni gospodarstvo, zdaj citiram gospoda Vrtovca, zatiskajo se pasovi pri fizičnih osebah, zamrznjeno je usklajevanje plač, na drugi strani je zamrznjen tudi brezplačen vrtec za drugega otroka. Vprašanje je, kako se bodo usklajevali socialni transferi, je naštel in opozoril, da se pri tem povišuje tudi javni dolg Slovenije. Kako pa na ta del odgovarjate, da ravno zato, ker je ta škoda ocenjena na tako veliko, bo potem na drugi strani vlada varčevala oziroma vzela pri državljanih, ki bodo zato živeli slabše? Poglejte, prvo je treba povedati in se sprehoditi po Ljubljani in ugotoviti, ali živimo slabše, kot smo živeli pred poplavami. In drugo, sprehodimo se po Koroškem in Zgornji Savinjski dolini in boste ugotovili, da ljudje tam živijo zelo slabo in da jim je treba pomagati. To je prva stvar. In seveda vsaka sanacija tako velike katastrofe državo stane, ne glede na to, da tudi iščemo vire v Evropi in pa tudi drugje. Na vsa ta vprašanja, o katerih vi govorite, bo potrebno še odgovoriti tudi v nadaljnjih pogajanjih, tako s sindikati, kot tudi v proračunski debati. Tako da
Ti predlogi niso dokončni predlogi, so predlogi vlade, ki so bili skupaj z socialnimi partnerji usklajeni v veliki meri. Na nek način pa ja, potrebno bo nekoliko tudi določiti prioritete, ki jih bomo počeli v naši državi, kajti ob vseh teh katastrofah in pa ob vseh teh okoliščinah, v katerih vlade v Evropi delujejo, se tudi ostale evropske vlade soočajo z problemi, da se ne ohranjajo več tako visoke in široke bonitete na vseh področjih družbenega življenja. Bomo pa seveda videli, kje bo vlada potem vzela ta denar, verjetno ga nekje bo morala, absolutno. Zdaj, če greva k konkretnim primerom, ki so bili tudi največkrat omenjani strani opozicije, recimo obvoznica Luče, ki sploh še ni zgrajena, pa se je znašla v oceni te škode. Z Direkcije za infrastrukturo so nam pojasnili, in zdaj citiram: obvoznica Luče je del nedokončane poplavne varnosti Luč, v sklopu katere bo zgrajen cestni nasip in ustrezna premostitev Mlinščice ter Savinje. Gre za celovite rešitve ob upoštevanju podnebnih sprememb za zagotovitev polne funkcionalnosti objekta. Lahko vi pojasnite, zakaj so lahko nedokončani projekti v oceni škode, ali imamo zaradi tega lahko težave z Evropsko komisijo? Je to običajno? Poglejte, metodologija in pa samo izpolnjevanje vloge za solidarnostni sklad so izjemno natančno določeni. In mi smo obrazec in pa dokumentacijo pripravljali v sodelovanju z Evropsko komisijo. In v sami vlogi ni nikjer konkretno naveden noben konkreten projekt ali pa investicija. Ko ste povprašali za obvoznico v Lučah, nekdo naj se najde in pove, da Luče te obvoznice ne potrebujejo in da amandma v proračun, da ga pač to investicijo izloči Ministrstvo za infrastrukturo iz proračuna. Jaz mislim, da ga ni, tega človeka, ki ne bi čutil potrebo po tem, da se protipoplavni ukrepi na tistih območjih, kjer so poplave, kjer je poplavno območje, dokončajo in naredijo tako, da ne bodo več Luče v nevarnosti, da jih poplavi. Enako je za mostovi. Poglejte, tisti mostovi, ki so se gradili v zadnjih 20 let, so obstali. Zakaj? Ker so bili narejeni tako, da so protipoplavno varni in niso povzročali dodatne škode in pa posledic. In tudi skozi to metodo, kjer smo sodelovali s strokovnjaki za infrastrukturo, je upoštevano dejstvo, da je potrebno tudi tiste mostovi, ki so delno poškodovani in predstavljajo eventualno nevarnost za poplavljanje, da jih je potreba obnoviti, prenoviti, dvigniti, potem narediti tudi dodatne priključne ceste in podobno. Skratka, sama obnova, ki bo posledično potekala leta in leta, govorimo o 10 ali več let obnove, in ta obnova bo vključevala predvsem protipoplavne ukrepe, da ne bi več prihajalo do take škode, kot kateri smo bili priča sedaj. Kajti velikokrat se je v preteklosti žal prelagalo protipoplavne ukrepe in situacijo imamo sedaj na dlani. Naj pa spomnim samo, ko se govori o tem, ali bodo davkoplačevalci plačevali 10 milijard za prenovo po poplavah. Ne bodo plačevali 10 milijard po obnovi po poplavah, kajti to je ocena posledic poplav. Lahko da bo ta znesek bistveno nižji na koncu, ko bodo izstavljeni računi, ampak sanacija po velikih naravnih nesrečah, kot rečeno, traja lahko leta in leta. In gledajte, letos teče 25 let po rušilnem potresu v Posočju, pa še vedno ni vse dokončano. Kaj pa intervencijski stroški, ki so jih prijavile občine? Kot smo razkrili na N1, so se vmes znašli stroški za nakup alkohola in cigaret, za nakup novih zemljišč. Upravičenost seveda teh zahtevkov pregleduje Uprava za zaščito in reševanje. Tu moramo biti jasni, ampak mene pa zanima, ali je tudi to del teh 10 milijard, ki ste jih odposlali. So tudi te stvari, te intervencijski stroški, za kar so občine dobile tudi avans, tudi del te vloge ali ne?
Intervencijski stroški so del tudi upravičenih stroškov iz naslova solidarnostnega sklada. Vendar moramo biti pozorni, da ne sme prihajati do podvajanja plačil, torej da država iz proračuna plača občini in da bi dodatno dobili še denar iz solidarnostnega sklada. Lahko pa potem na podlagi izstavljenih računov iz solidarnostnega sklada se državo poplača tudi za intervencijske stroške. Vendar ne za cigarete in ne za alkohol, to je nesprejemljivo in seveda obsodbe vredno in jaz upam, da bodo to na Upravi za zaščito in reševanje razčistili. Se moramo pa nekaj zavedati, pri tako velikih katastrofah se dogajajo tudi nepravilnosti, absolutno pa moram zanikati in seveda absurdno je, da opozicija trdi, da se bodo s temi milijardami okoristili nekateri aktualni politiki in pa da bo ta denar šel v roke nekaterih velikih gradbenikov. V roke gradbenikov ja, ampak ki bodo izbrani po zakonodaji, ki velja v okviru Evropske unije in pa v okviru nacionalne zakonodaje po postopku javnega naročanja, tako kot je to pač v skladu z zakonom. In ves čas tudi poudarjate, vsak porabljen evro, to tudi predsednik vlade ves čas govori, gospod Golob, vsak porabljen evro bo pod strogim nadzorom, za vsak evro bomo točno vedeli, kam je šel, zakaj je šel, kdo bo ta nadzor upravljal, gospod minister. Poglejte, nacionalne institucije in institucije Evropske komisije. Evropska komisija zelo natančno pregleda vlogo, ki jo je država dala in potem zelo natančno po odobritvi in podpisu pogodbe o solidarnostnem denarju skrbi za to, da je nadzor Evropske komisije nad porabljenim evropskim denarjem zelo natančen. In tukaj so mehanizmi na podlagi uredbe o solidarnostnem skladu in ostali mehanizmi, nadzorni mehanizmi povezani z financiranjem iz evropskih denarjev, jasni in zelo strogi. Zdaj, nekaj ste sicer že povedali, ampak mogoče ne bi bilo slabo ponoviti, namreč na seji smo lahko tudi slišali, da se izračuni ne izidejo, ne? Ko se štejemo prijavljeno škodo strani občin, podjetij, iz kmetijstva, Direkcije za infrastrukturo, pridemo do 4,5 milijard. Kje je potem še preostalih 5,5 milijard? Zakaj takšna razlika? Potem je vmes gospod iz Direkcije za vode povedal, da odpade še 3 milijarde 300 na vodotoke, ampak še vedno potem ostane torej več kot 2 milijardi razlike. Kje je ta razlika, odkot? Veste, po vsaki naravni katastrofi je, ko je ugotovljena dejanska materialna škoda, z vsemi amortizacijskimi stopnjami odšteta, je to element, na podlagi katerega treba izračunati potem pa obnovo in prenovo po novih cenah in ta prenova je običajno dvakratnik ali pa trikratnik tiste škode, ki jo ocenjujemo kot dejansko škodo. Iz koalicijskih vrst je bilo slišati tudi ocene, da opozicija s to razpravo in sejo škodi državljanom, ki so bili najbolj prizadeti v teh poplavah. Se vi s tem strinjate? Veste, meni je žal, da je bila seja sklicana še isti dan, ko smo vlogo pošiljali v Bruselj. Ko sem odhajal iz ministrstva v parlament, so moji sodelavci, ki so opravili izjemno delo in tudi sodelavci iz drugih ministrstv, ki so sodelovali v medresorski delovni skupini in tukaj se moram tudi na tem mestu zahvaliti res za 11-tedensko delo sobote in nedelje skozi, da smo lahko dobili en dober dokument in ga danes poslali. Torej, žal mi je, da niso v komisiji počakali vsaj 2-3 dni, da bi jim vlogo, ki obsega 150 strani, dali, da jo pogledajo, da jo preberejo. Kajti v sami vlogi so odgovori na vsa vprašanja, o katerih se tudi mi danes pogovarjava. Zakaj je taka razlika? Katere metode smo uporabili? Kako so znotraj posameznih področij, ki jih je 9, strokovnjaki ocenjevali posledice poplav? In seveda jaz sem danes tudi predsedniku komisije povedal, jaz sem mu ponudil, mi vam pošljemo takoj to vlogo, preberite si jo prosim in se bomo potem pogovarjali, ker bo bistveno lažje. Ker težko se pogovarjamo o dokumentu, ki ga je prebral in naredil samo eden, druga stran pa potem sprašuje, ker nima vedenja, kaj not piše. Bomo videli potem, ko bo prebral, če bo sklical še eno sejo komisije, to bomo videli. Zdaj, kot ste rekli, Slovenija je to vlogo Evropski komisiji oddala. Kaj vse
ne boste seveda vsega naštevali, ampak mogoče tiste ključne stvari je v njej in kdaj, to je pa najbolj pomembno, vlada zdaj pričakuje teh prvih 100 milijonov. To ne bi bilo še letos, kdaj? Torej, vloga vsebuje 9 področji, naj naštejem samo nekatera: infrastruktura, potem javna kanalizacijska infrastruktura, poškodbe na vodotokih, zelo pomembno plazovi, mostovi, ceste, kot rečeno, kulturna dediščina, potem tudi vsa škoda, ki je nastala tudi v zasebnem sektorju, torej tista, ki je bila vpisana v sistem AJDA. In to je en skup bistvo posledic te ujme, medtem ko bo komisija sedaj, ko je prejela to vlogo od danes naprej, komisija najmanj v 6 tednih odloči o ustreznosti te vloge, lahko da bo še zahtevala kakšna pojasnila, ampak moj obisk prejšnji teden v Bruslju je bil namenjen predvsem temu, da sem prosil komisijo, da čim prej odloči o tem, da bo to prej kot v 6 tednih, in ko komisija odobri vlogo, da je pravilna, potem lahko izplača avans, v našem primeru do 100 milijonov evrov še letošnje leto in do 300 milijonov evrov, se pravi skupaj do 400 milijonov evrov še naslednje leto iz novega proračuna Evropske unije. Potem komisija preda vlogo na svet, iz sveta gre v parlament in parlament potrdi, in ko parlament potrdi plačilo državi članici, potem mora država članica v 18 mesecih na podlagi predhodnega programa, kjer je tudi element nadzora koriščenja teh sredstev vpeljan, ta sredstva porabiti in zato tudi ustrezno dokumentacijo komisiji predstaviti. Ampak ves čas govorite do 100 milijonov, do 300 milijonov, nam je pa Ursula von der Leyen, predsednica komisije, ko je bila tu, rekla 400 milijonov boste dobili. Torej, zakaj zdaj do? Potem ste jo slabo poslušali. Težko bi ona to obljubila, ker to ni obljuba predsednice komisije, ki jo zelo cenimo in zelo cenimo njen obisk v Sloveniji takrat. Ona je govorila, koliko lahko Slovenija pričakuje iz solidarnostnega sklada. In tudi v uredbi sami o solidarnostnem skladu govori o do določenih zneskih. Jaz sem prepričan in si želim, da bo to 400 milijonov. Ampak od česa je odvisno to, da bomo dobili vse tisto, kar lahko dobimo? Glejte, osnovni prag za solidarnostni sklad in za zahtevek je 0,6% BDP-ja, to je pri nas 300 milijonov. Mi smo ga presegli nekajkrat in nekako glede na znesek, ki je v vlogi naveden, pričakujemo do 400 milijonov evrov. In torej do 100 še letos, verjetno do 300 pa drugo leto, ja. V prvih mesecih prihodnjega leta ali skozi celo leto? Ne, glede na to, da bo zasedanje parlamenta nekje v marcu mesecu, kjer bodo odločali o tem, jaz mislim, da predvidoma nekje v marcu mesecu. Samo še to mogoče, zakaj je recimo Hrvaška pri katastrofalnih potresih leta 2020 lahko dobila več kot Slovenija, kot bi lahko Slovenija, če dam primer zagrebškega potresa, škode je bilo 11,5 milijarde, pomoči solidarnostnega sklada pa 684 milijonov, kar je precej več, kot bi lahko dobila Slovenija. Je to zato, ker je pač v solidarnostnem skladu 600 milijonov letos, poleg tega je pa še kar precej drugih naravnih katastrof, pa Grčija, požari, poplave, pa turški potres je tudi zraven, ker so oni tudi zraven pred tem solidarnostnem skladu. Torej, zakaj ta razlika? Poglejte, Hrvaška je prijavila skupaj s Petrinjo okoli 17 milijard evrov in dobila okoli milijardo evrov denarja. Matematično bi seveda tudi Sloveniji eventualno glede na 9,9 milijarde evrov sredstev pripadalo tudi do več kot 400 milijonov. Ampak prepustimo to odločitev komisiji. Ursula von der Leyen je govorila o do 400 milijonih, ni govorila na pamet, ampak govorila na podlagi tega, koliko denarja je v solidarnostnem skladu. In predlog držav članic, in katerim se pridružuje tudi Slovenija, je, da se ta solidarnostni sklad v naslednjem proračunu Evropske unije dvigne na 2,5 milijarde evrov, zaradi tega ravno kar ste vi povedali, ker je naravnih katastrof vedno več in potreb držav po solidarnostnem skladu tudi vedno več. Ampak še
nekaj, mogoče ena številka, ki lahko nazorno pokaže, da ta naša 9,9 milijard številka ni prenapihnjena po tej metodi post-damage needs assessments, ker je Italija po poplavah, mislim, da maja meseca, na približno enakem območju kot v Sloveniji, prijavila 8,8 milijarde evrov po tej metodi. Tako da ta metoda ni unikum v Sloveniji, ampak je, kot rečeno, metoda, ki jo uporabljajo ki so jo uporabljali tako Hrvati, tako Grki, tudi Italijani. In še več, mi smo zaprosili Hrvaško, ker smo to pravzaprav po tej metodi delali prvič, da nam pomagajo za strokovnjaki, in isti strokovnjaki s priimki in imeni, ki so pripravljali vlogo za Hrvaško, so bili praktično 11 tednov tukaj z nami v Sloveniji in pripravljali skupaj z nami to vlogo. A pa je že kakšen signal, da bo Slovenija s tem svojim predlogom in seveda tudi druge države, da bodo uspešne pri povišanju zneska v tem solidarnostnem skladu? Po mojih podatkih po pogovorih z poslanci, s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, podpirajo ta predlog in po njihovih izjavah tudi ostali člani Evropskega parlamenta, poslanke in poslanci se nagibajo k temu predlogu, da ga bodo podprli. Ampak to ne pomeni, da bi mi potem lahko dobili kaj več od tega, kot se nam trenutno obeta, tudi če bi prišlo do tega povišanja, ali pač? Jaz v tem trenutku ne bi s tem špekuliral, ampak si želim, da komisija čim prej našo vlogo, ki je bila danes poslana, potrdi in da dobimo čim prej avans in da začnemo ta denar na nek način črpati v korist ljudi na prizadetih območjih, kajti to je osnovno, za kar se tudi mi v vladi sedaj od avgusta naprej prizadevamo in trdo delamo. Jaz sem danes na komisiji tudi zelo jasno povedal, veste, da sem bil 8 let župan občine in si predstavljam, ker sem veliko med ljudmi, sedaj tudi veliko govorim z županjami in župani, ljudje na prizadetih območjih ta trenutek potrebujejo predvsem, da smo z njimi skupaj, da z njimi skupaj delamo in da jim pomagamo in ne potrebujejo političnih razprtij in pa političnih točk, ki si nekateri pridobivajo s tem, ko so dokaj hitro pozabili na solidarnost Slovenije po tej najhujši naravni katastrofi. Predvsem pa potrebujejo, in to ves čas opozarjajo, odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo že 2 meseca, pa nekaterih odgovorov še nimajo, ampak seveda ni to vaš resor. Gospod minister Jevšek, najlepša hvala, da ste danes prišli sem na N1 in odgovarjali, kot rečeno, vabili in potrdil je udeležbo tudi gospod Vrtovec, pa potem ni prišel. Hvala, da ste vi prišli in seveda srečno. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam seveda za vašo pozornost. Seveda bomo o tem, ko bo denar prispel v Slovenijo in kaj se bo potem naprej dogajalo s tem denarjem, vse skozi poročali na n1info.si, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.